Ja, najprej naj na kratko razložim, zakaj v tem projektu pravzaprav gre. Razvijamo modele za dolgoročno napovedovanje kroničnih bolezni, pri čemer z dolgoročnim mislimo, da jih lahko uporabimo že na otrokih in mladini in potem napovemo, da nekoč, ko bodo stari, jih bo pa nekaj grdega doletelo. In poudarek razpisa in posledično tudi našega projekta je zaupanja vredna umetna inteligenca, kar pomeni, da uporabljamo razne napredne mere kakovosti modelov in njihovih napovedi, zaupanja vanje in tako naprej. Potem, da imamo razlage, vizualizacije teh modelov in njihovih napovedi, pa da uporabljamo federativno učenje, to je pa metoda, kjer podatki za strojno učenje ne zapustijo kraja, kjer so bili pridobljeni, ampak se pač na več krajih zgradijo modeli in potem združijo. Potem te modele zapakiramo v spletno aplikacijo za zdravnike, mobilno aplikacijo za mladino in njihove družine. In vso stvar snujemo na participativni način, se pravi, uporabnike vse skozi vključujemo v razvoj sistema in na koncu načrtujemo preizkus z uporabniki v 4 državah. Zdaj, kako smo prišli do te stvari? Vsa stvar ima zgodovino v enem preteklem projektu Crowd Health, kjer smo s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani na podlagi podatkov SLOfit, SLOfit je moderno ime za športno-vzgojni karton, že naredili en tak podoben projekt, podoben model, samo bistveno bolj enostaven. Potem smo leta 2020 prijavili en malo soroden projekt, ki se je osredotočal na intervencije in doletela nas je kruta usoda, imeli smo 14 točk pa pol od 15 in projekt vseeno ni bil sprejet. No, ampak to nam ni vzelo korajže in smo poskusili še enkrat. In glede na to, da sem danes tukaj, že veste, da smo bili v tem poskusu pa uspešni. Zdaj pa, da malo pokažem, kako je pa to šlo skozi čas. Tukaj je graf, ki kaže število e-mailov iz moje mape za Smart Change. Prvi se pojavijo novembra 2021, takrat smo začeli razmišljati, da bi nekaj naredili. Decembra smo razmišljali še malo bolj, ampak v decembru se prav veliko ne zgodi. No in potem smo več ali manj vse naredili januarja. Projekt je dvofazen, tako da v prvi fazi smo morali spisati 10 strani, kar se da narediti večinoma v enem mesecu. No in potem smo 1. februarja stvar oddali in potem smo čakali. In 23. maja smo izvedeli, da smo šli skozi prvo fazo uspešno in takrat smo spet pljunili v roke in smo z enim takim zmernim tempom delali maja, junija, julija. Bili so seveda hudi problemi, ker polet nikogar ni. Potem avgusta je bilo treba tempo dvigati. Še vedno nikogar ni bilo, ampak trudili smo se, kolikor se je dalo. In potem smo v zadnjem tednu spet imeli heroične napore in smo potem 6. septembra stvar oddali. Pa tam sem narobe napisal, 6. septembra je bilo oddano, ne sprejeto. Sprejeto je bilo pa seveda kasneje. No, zdaj pa, ja, da je projekt uspešen, je po moje potrebno dvoje, ne. Eno je, da mora biti pač zelo fajn v nekem pogledu. Naš je bil zelo fajn v tem, da smo delali nekaj za otroke, medtem ko vsi ostali so, no, ne vsi ostali, ampak večina ostalih je pa verjetno delala nekaj bolj klasičnega. Neke kronične bolezni se ponavadi napoveduje za ljudi, ki jim te bolezni že resno grozijo, in naši konkurenti so najbrž tudi to delali, ampak tega je veliko, ni tako zelo inovativno. Druga stvar pa, če se gremo strojno učenje, so ključni podatki
In mi smo po zaslugi kolegov z fakultete za šport, ki poznajo razne ljudi po Evropi in ki imajo tudi sami zbirko podatkov SLOfit, imeli veliko odličnih podatkov in to je bila verjetno pomembna konkurenčna prednost. No, druga stvar, poleg tega, da je človek v nečem posebej kul, je pa to, da tudi ničesar ne zaserja, da naredi vse. Se pravi, treba je skrbno pogledati razpis in narediti vse, kar tam piše, kot je že nekdo pred mano rekel. Tole, kar sem tukaj pokazal na zaslonu, so moje beležke sicer iz enega drugega projekta, kjer sem si prav eksplicitno zabeležil, kaj dobro pokrivamo, kaj ne pokrivamo dobro. Za Smart Change pa ne vem, če sem to naredil, no, zdaj nisem našel take datoteke, ampak po mojem ni slaba praksa to čistko eksplicitno napisati. In potem je pa seveda treba tudi skrbno slediti vsemu, kar piše v predlogih. Če tam piše, da mora biti sekcija OX, potem mora biti noter sekcija OX pa pika, zato ker za nekatere sekcije imajo pač ocenjevalci napotek, da pogledajo, če tam je. In tudi, če za tvoj projekt ni silno pomembna, vse njo imej, ne? Ok. No, potem, ko smo pa začeli bolj zares, je bilo pa treba najprej sestaviti konzorcij. Zdaj, tukaj smo imeli umetno inteligenco, to pokrivamo mi na Inštitutu Jožef Štefan. Poznali smo tudi ene dobre kolege, ki obvladajo federativno učenje. Iz onega preteklega projekta smo imeli enega partnerja, ki zna marsikaj, ampak ene stvari so nam pa manjkale in smo morali pač nekoga novega najti. In to nekoga novega najti je problem. Pač povprašali smo tiste, ki smo jih že imeli v konzorciju, pa so nam nekoga svetovali, ki je res znal tisto, kar je treba. Za zdravstvo je pokrivala fakulteta za šport. Poznali so nekoga, ki je tole participatorno snovanje obvladal. Našli so še dvoje z relevantnimi znanji in podatki. Potem, glede na to, da veliko takih projektov delamo, smo imeli dva softverska partnerja, enega za to, da razvija softver za zdravnike, drugega za mladino. Potem smo imeli pa spet malo težave najti nekoga, ki bo poskrbel za pravne vidike in smo spet malo povprašali pri obstoječih partnerjih, da smo nekoga našli. Pa našli smo tudi nekoga za diseminacijo. To se sicer da poriniti tudi kakšnemu, ki je sicer v projektu zaradi česa drugega, ampak če ima pa človek nekoga, ki to res obvlada in rad dela, so pa rezultati ponavadi boljši. Je pa tako, no, vključevanje teh partnerjev, ki jih ne poznaš, je malo tvegano početje in od telih 3 rdečih moram priznati, da z 2 smo imeli malo sitnosti. Zdaj smo jih bolj spoznali, pa ko so oni bolj spoznali, vidimo, da smo fajn ljudje in bomo po moje ok delali skupaj, ampak na začetku se je pa malo zatikali. Ampak dobro, pač včasih ne gre drugače. Ok, pa smo se pa lotili pisanja. Predlogi so iz 3 delov. Prvi del, Excellence, smo vodili mi. Prva stvar, pridejo cilji projekta in tukaj je pač napotek recenzentom, da morajo biti specific, measurable in tako naprej. In smo jih poskusili čim bolj take narediti. Za vsakega smo neke KPI-je dali, tako da je bilo res measurable. Potem ambition, tam smo se potrudili eksplicitno povedati, kaj je trenutno stanje in kako bomo mi to presegli. Potem pridemo do nekak jedra, kjer je treba stvari najprej tako nazorno, grafično povedati, da prav stvar takoj zapopade, ker recenzenti nimajo ali pa si ne vzamejo ravno ogromno časa za vsak projektni predlog, tako da jim je pač treba iti malo nasprot. Mi smo to takole malo slikcami pokazali. No, potem smo pa strukturirano opisali vse kose projekta, kaj se bo delali, vse smo eksplicitno povezovali z cilji. In pol smo si prizadevali tudi čim boljš napisati tiste obvezne, ampak brezvezne razdelke,
pri čemer ne mislim, da multidisciplinarnost, pa vprašanja spola, pa odprta znanost niso pomembne stvari. Seveda so pomembne stvari, ampak po mojem več kot 90% projektov o njih nima nič posebnega za povedati. Pač narediti jih je treba, naredili jih bomo, ampak neke ustvarjalnosti pa tukaj niti ne rabimo. Ampak vseeno, jaz mislim, da se je treba potruditi in smo se potrudili, ker če recenzent dobi občutek, da smo samo skopirali z enega drugega projekta, se mu lahko malo zamerimo. Ok, drugi del je impact in ta je razdeljen na dva dela. Se pravi, prvo je pokazati treba, kako bomo izboljšali zdravje, in zato je pisanje tega dela vodila Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. In če se le da, če človek ima neke sposobne, zanesljive partnerje, je fajn, če kakšno stvar delegira komu drugemu, če kakšno sekcijo nekomu preda, da si mečkano lajša delo. Pa konec koncev tudi ne moreš biti največji strokovnjak za čisto vse. In tukaj je treba najprej tele expected outcomes from the work program čim bolj eksplicitno popisati, se pravi nek tekst, kako bomo mi to dosegli. Potem se pa zahteva, zdaj v obzorju Evropa, tega v obzorju 2020 ni bilo, še scale in significance, se pravi scale, koliko nekih stvari se bo naš projekt dotaknil, recimo koliko zdravnikov obstaja. In significance, se pravi, koliko bomo te obstoječe zdravnike tangirali. Recimo na podlagi neke literature ocenimo, koliko bi jih utegnili uporabljati naš sistem. Potem je še druga kategorija, wider impacts listed in the destination, in se to opiše na podoben način. In pa so še prepreke, kjer se pač napiše, katere jih vidimo, in za vsako tudi, kako jo bomo premagali, ker jasno, ne smemo pustiti nekih preprek, za katere nimamo načrta, kako jih bomo premagali. Biti moramo najboljši in vse premagujoči. No, druga stvar je pa diseminacija, eksploatacija. Tukaj smo imeli pa to podjetje, ki se prav specializira za to stvar, da je vodilo pisanje te sekcije. Ta stvar je bila pretežno standardna, ker težko se je spomniti kaj zelo izjemnega tukaj, opremljena s KPI, za katere smo danes že večkrat slišali, da vsi mislimo, da so pomembni. Tudi tukaj smo si prizadevali kaj posebnega narediti. Tale Trust IT se specializira za neke velike in številčne dogodke. Moram priznati, da niti sam ne vem čisto točno, kako bodo ti dogodki izgledali, ampak baje znajo, tako da bomo počakali, da vidimo, kaj bojo naredili. Pa rekli smo, da bomo poskusili v kakšnem znanstvenem muzeju, kot je hiša eksperimentov, kaj pokazati. Kar se tiče eksploatacije, smo pa tudi skušali ne čist standardni biti, zato ker ti zdaj rečeš, ja, bomo preučili trg, bomo našli najboljši način, kako prodreti na trg. Se mi zdi, da pravca zelo prepričane, ker je splošno znano, da večina projektov na koncu na trg ne pride. No, tukaj smo se osredotočili na SLOfit. Naši kolegi z Fakultete za šport imajo močno voljo, da to, kar bomo v projektu naredili, vključijo v aplikacijo Moj SLOfit in druge stvari s SLOfitom povezane, in se bomo potrudili, da to dejansko uspe. To je bila pač tista najbolj konkretna stvar, ki smo jo imeli za predstaviti. Potem je pa še tretji del, implementation, in tukaj se niti ne spomnim, kdo je pisanje tega vodil, zato ker ta stvar pravzaprav ni tako zelo problematična za voditi. Vsakdo ima svoj work package in ta work package napiše, in to je več ali manj to. Dobro, mi smo na začetku nekako predlagali strukturo, predlagali, kdo bi vodil, in za večino work packageov je nekako iz ekspertize partnerjev bilo kar očitno, kdo mora kaj voditi.
Podali smo grobo časovnico, zato da je lahko pač vsak svoje stvari ustrezno načrtoval, ker pač če ni nekaj skupnega za čez cel projekt, potem se work package ne morejo skladati. Na koncu smo preverili, če se vse ujema, malo popravili in je bilo kar v redu. Ok, zdaj pa še ene par takih splošnih sporočil, nasvetov in tudi nekaj ne nasvetov, ker pač tudi mi ne vemo vsega. Se pravi, meni se zdi, da je fajn, če je koordinator nekak nosilc vizije in ima vsebinski pregled nad vso stvarjo, zato ker koordinator je tisti, ki mora usklajevati druge partnerje. Težko se je zanesti, da bojo drugi partnerji svoje delo prilagodili, svoje pisanje prilagodili celoti. Ti moraš pač jim povedati, tole je ideja, takole zapeljte in pol na koncu še malo popraviti, kar napišejo. In zato je pač dobro, da koordinator ima malo interdisciplinarnega znanja, da razume malo zdravstva, v našem primeru ne samo umetno inteligenco, da se mu tudi kaj sanja o participatornem snovanju stvari, drugače je to težko delati. Zdaj, očitno to ni edini možen način, zato ker včasih uspejo tudi projekti, ki jih podjetja pišejo, ki tipično nimajo toliko dobrega vsebinskega vpogleda. Nekako uspejo, vsa čast jim, ampak moj način je pa pač tak in to je tisto, kar lahko jaz tukaj le povem. Ne? Pol konzorcij je tudi komplicirana stvar. Meni se zdi, da pač vsaka vloga v projektu rab partnerja in vsak partner je fajn, da ima svojo vlogo. Delajo pa nekateri ljudje tudi drugače. Nekateri ljudje pač vzamejo sposobne ljudi, ki jih poznajo, jih vržejo v projekt, malo pomešajo in rečejo, bomo že. In taki projekti tudi uspejo in tudi na koncu se delo opravi, meni pa ni najbolj všečno. In ja, pač, kot sem že prej omenil, fajn je, da imaš preizkušene partnerje. Tiste, ki jih dobiš prek znancev, so sicer tudi, to je tudi plan B, zdaj plan C je pa, da greš na internet pa nekoga rekrutiraš čisto na suho. To tudi lahko deluje. Sem pa v preteklosti koordiniral en projekt, ker sem za enega partnerja naredil to in bilo je grozno. Tako da ni optimalen način. Pol so pa stvari, ki jih pa v bistvu tudi jaz ne vem. Ne? Zdaj, kako si sploh odločiti, če se v šlotu? A gledaš samo, kaj se sklada s tvojim delom, poskušaš malo taktizirati, zbrati kaj, kjer upaš, da ne bo preveč navala. Ne vem, mi nismo nič takega delali in smo se prijavili na temo, kjer je bila uspešnost, mislim, da pod 5%. Kako zbobnati partnerje na sestank? Grozna stvar, sploh polet. Ena možnost je, da se pač velikokrat sestaneš in imaš vsakič samo nekatere zraven. Jaz sestankov ne maram preveč, tako da mi to ni všeč, ampak mogoče je včasih treba. In kaj narediti, ko partnerji ne naredijo tisto, kar od njih hočeš do roka? Lahko jih izključiš, sam, če nimaš boljšega, potem jih najbrž ne in mi jih tudi nismo in smo nekako zvozili in zdaj smo kar prijatelji. No? Upajmo, da bomo do konca projekta. Evo, hvala za pozornost. Zdaj pa, če so kakšna vprašanja, bom poskusil odgovoriti, kolikor je še časa. Komentar in vprašanje na vašo predstavitev, dr. Luštrek, je pa vedno več poudarka in robustnosti uporabe umetne inteligence kot eden izmed pomožnih delov prijave. Ta del so v eni od naših prijav tudi omenili kot pomanjkljivosti. Glede na temo zadnjega projekta povezava z AI, ali bi lahko izpostavili nekaj konkretnega glede tega robustnosti AI? Kaj se vam zdi pomembno? To je vprašanje, na katerega bi moral imeti odličen odgovor, ampak nimam čistko zelo dobrega. Mislim, v tem projektu, ki sem ga zdaj predstavljal, to nekako ni bil tako hud problem, zato ker tle je bila vsebina projekta taka, da nas je spodbujala k temu, da v projekt vključimo praktično vse na to temo. Ne? Ampak se pa zgodi, da se prijavljamo na nek projekt, kjer pa to ni bistvo, kjer je to pač ena pomožna stvar. In pol je pa vse možno, kar človeku pride na misel, težko narediti
in tudi težko napisati, preprosto ni prostora za to, če ni to bistvo. Ne vem, mislim, meni se zdi, da je fajn pokazati, da se zavedaš osnovnih stvari, ki so tukaj pomembne, se pravi, to so razne nestandardne mere kakovosti oziroma robustnosti, da vključuješ uporabnike tudi v snovanje umetne inteligence, da jim skušaš predstaviti, kaj umetna inteligenca dela in da prisluhneš njihovemu feedbacku in ga potem vključiš. In da narediš stvari nekako tako statistično korektne, uravnoteženi, reprezentativni dataseti, uporabiš metode, ki neke pristranskosti v tvojih rezultatih poiščejo. Veliko nekih tehnik obstaja, težko je vse to na kratko napisati, človek mora poskusiti, pa je nekajkrat mora verjetno omeniti besedo robustnost, ki jo ima Evropska komisija očitno zelo rada v tej zvezi.